gospa direktorica, dober dan. Kranjski gorski dom Viharnik smo izbrali za obisk zato, ker se uspešno bojuje, sooča z okužbami. Pa tudi zato, ker je postavljen v regiji na Gorenjskem, ki je tudi zelo uspešna, kar se tiče okužb. Dom je novejši in ima nekaj manj kot 140 stanovalcev in praktično vsi, ki niso preboleli covida, so se cepili. Zato iskrena hvala direktorci, iskrena hvala zaposlenim in pa seveda iskrena hvala stanovalcem, da so se odločili in s tem, da zaščitijo sebe, zaščitijo svoje sostanovalce, svoje sorodnike in seveda tudi svoje zaposlene, ki delajo z njimi. Ravno tako velja pohvala tudi zaposlenim. Skoraj 60% vseh zaposlenih je že cepljenih ali pa so preboleli. Naslednji ta teden do 18. oziroma od 18. naprej bodo prejeli drugo dozo cepiva in potem bo dom na nek način v celoti zaščiten. Velja povabilo tudi vsem ostalim domovom. Prosim, vodstvo, zaposleni, cepite se, s tem zaščitite sebe, zaščitite svoje domače in zaščitite tudi vse druge stanovalce, s katerimi sodelujejo. Hvala, izvolite. Najlepša hvala za obisk pa za pohvale. Moram reči, da smo se srečali s prvimi okužbami konec oktobra. Nekak vrhunec je COVID pri nas dosegel sredi novembra. Od sredine decembra pa praktično nimamo več okuženih. V tem času bi se tudi mi zahvalili pristojnim ministrstvom, obema dvema, tudi Ministrstvo za zdravje in vašem, predvsem za podporo, če gremo najprej k Ministrstvu za zdravje, za možnost namestitev prvih okuženih v Topolščici, potem obema za izvedbo oziroma za imenovanje koordinatorjev, ki so nam prišli v veliko pomoč, predvsem pri postavljanju sivih in rdečih con, pri raznih vprašanjih in izobraževanjih, ki smo jih imeli organiziranih tekom okužb prej in jih bomo še dosledno izvajali naprej. Ravno tako smo veseli, da ste nam omogočali zaposlitev dodatnih ljudi na področju socialne oskrbe ter seveda kritje praznih postelj, ki jih v tem času ni bilo malo. Poleg tega lahko rečem, da zdaj, ko so okužbe za nami, obiske imamo že sproščene, vendar pod nekim nadzorom, kar pomeni, da se je potrebno naročiti ob uporabi ustrezne osebne varovalne opreme, upoštevanju protokolov, ki jih imamo, tako da jih pri nas izvajamo na 2 lokacijah znotraj doma, ter seveda ljudem, stanovalcem, ki ne morejo priti na te lokacije, omogočamo obiske tudi v sobah. Tukaj so predvsem umirajoči ali stanovalci, ki so tako bolni, da to praktično ni možno izvesti. Vsekakor smo sprejeli nadaljnje ukrepe za optimalno zaščito naših stanovalcev ter zaposlenih. Med te spadajo seveda cepljenje, ki se nam zdi dodatna stvar, ki jo lahko še naredimo pri preprečevanju okužbe. In sicer stanovalcev, kot je že povedal, stanovalcev se nam je precepilo skoraj vsi, pri zaposlenih pa še vedno nadaljujemo z povabili, razgovori, izobraževanji, informiranji in upamo, da jih bo vedno več. Seveda zaposleni imamo mlad kader, ki se sooča z raznimi pomisleki, katerim so vzrok najbrž tudi družbena omrežja, kjer je veliko nastrojenosti proti cepljenju in rabijo nekaj več časa, da se za to odločijo. Vsekakor pa delamo na tem in bomo še v prihodnje. Stanovalce že sprejemamo, seveda v protokolih,
o katerih non-stop govorimo. In sicer to zajema, da preverimo epidemiološko sliko, zdravstveno stanje, jih namestimo v sivo cono in po uspešnem testiranju, ko so negativni, pač se življenje njihovo normalizira v domu, s tem, da v primeru okužbe, da so pozitivni, jih pa namestimo v rdečo cono. Mislim, da bo to del našega življenja še v bodoče, vendar vedno bolj bomo precepljeni, bolj bomo ozaveščeni, več ukrepov bomo lahko sprostili in življenje bo čim prej podobno tistemu, ki je bilo pred okužbo. Hvala lepa. Velja z moje strani še enkrat zahvala, pohvala vodstvu, zaposlenim, stanovalcem, zato da glede na to, da je nov dom, je morda to nekoliko lažje kot v domovih, ki so javni, imate dobre prostore, imate mlad, strokovno usposobljen kader, je morda lažje se soočati z epidemijo, ampak vseeno brez prizadevanj vodstva, brez dobre organizacije dela bi bilo lahko število okužb večje. Hvala za vse spodbude, ki jih dajete zaposlenim, da se odločajo za cepljenje. Kot smo rekli, oni vedo, da s tem zaščitijo sebe, zaščitijo stanovalce. Hvala pa tudi za to, da že spodbujate nove vselitve. Vemo, da potrebe po domovih so velike in čakalne vrste so, zato hvala, da sprejemate in s tem pokažete, torej, da se korak za korakom vračamo v čas pred epidemijo. In verjamem, da ste in boste še naprej dober zgled za ostale domove. Hvala. Hvala lepa, samo lahko še en stavek. Najlepša hvala vsem mojim sodelavcem, vsem zaposlenim v domu, ker mislim, da je prispevek vsakega tako velik, da se ga enostavno ne da zmeriti. In če ne sodelujemo skupaj, to bitke ni možno dobiti. Tako pa z eno skupno močjo, s prispevkom vsakega, seveda z veliko podporo tudi lastnika, pa ministrstvo, se to vse da urediti.